Štart in cilj prvega konjiškega maratona na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah pred Domom kulture je bil na zadnjo septembrsko nedeljo 29. septembra 2013 mesto pestrega dogajanja, osebnih rekordov, družinskih zgodb in veselja ob premagani razdalji. Najmlajši tekmovalec, ki je tekel na prvem konjiškem maratonu, je štel 10 let, najstarejša tekmovalka pa 71. Obema iskrene čestitke za pogum in odločnost. Za vse tekače pa so ravno tako veljale čestitke za odlične rezultate in pogum, da so se kljub hladnemu in deževnemu vremenu udeležili tekaške preizkušnje. Spoštovane tekmovalke, tekmovalci, cenjeni obiskovalci, kljub temu čudnemu jesenskemu vremenu toplo pozdravljeni na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah na našem prvem konjiškem maratonu. Izjemno smo veseli, da ste se nam pridružili, kajti tudi mi, tudi tukaj v Kraljinski dolini bi želeli promovirati tek kot uvod v zdrav način življenja. In naj bo to osnovno vodilo, da ste vi tisti promotorji tega zdravega načina življenja tudi pri nas in velja načelo za vse tekmovalce, pravzaprav vsi, ki se boste podali na progo, ste že na nek način zmagovalci, uživajte, naj tek poteka brez vseh zapletov, predvsem pa na koncu bodo zmagali res tisti najhitrejši. Še enkrat, prijetno tekmo vsem skupaj, želim prijetni tek, uživajte tudi kasneje v druženju tukaj pri nas v Slovenskih Konjicah in pa seveda želja, da se čez leto dni zopet vidimo. Prijeten dan vsem skupaj. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je odzval na povabilo organizatorjev in prevzel častno pokroviteljstvo prvega konjiškega maratona, na kar so bili še posebej ponosni. Maraton je potekal na 10 in 21 km dolgi progi, ki je tekla ob vznožju Konjiške gore, skozi Dravinjsko dolino in preko vinorodnih gričev konjiških Škavc. Poleg razgibanega terena, vrhunskih mednarodno priznanih tekačev in zanimive tekaške poti, pa je konjiška atletska šola pripravila še pestro spremljevalno dogajanje za vse pridne navijače, ki so podežniki spodbujali in navijali za svoje favorite. Glavni organizator dogodka, ustanovitelj Kaša Anton Noner, nekdanji atlet Atletskega društva Kladiver in nosilec večkratnega naslova republiškega in državnega prvaka, je že med pripravami obljubil maraton na visokem nivoju, predvsem pa nepozabno in unikatno doživetje in maraton z dušo. Vsi organizatorji maratona so bili nekdanji športniki, zato se še predobro zavedajo, kako pomembno je dobro počutje tekmovalcev na tekmovanju in je temu bila namenjena prav posebna skrb. Poleg naravnih lepot, ki jih Konjice z okolico premorejo, in znamenitosti, ki so zapuščina bogate lokalne zgodovine, so lahko tekačem ponudili nekaj povsem novega in svežega, nekaj, kar manjka športnim dogodkom na splošno – domačnost. Vsak udeleženec maratona se je v prijazni družbi lahko počutil dobrodošlo, maraton pa s tako podporo zaključil z obilico nepozabnih osebnih spominov. Okusna štajerska malica in žlahtna kapljica zlatega griča je prišla v roke vsakega od udeležencev. Nagrade so se podeljevale prvim 3 tekmovalcem v teku na 21 km v moški in ženski kategoriji. Na 21 km moški je skupno zmagal Anton Kosmač s časom 1 ure 7 minut in 52 sekund, vrhunski slovenski maratonec, na 21 km ženske skupno pa je prva bila Mateja Mlinar v času 1 ure 28 minut in 14 sekund. Prvi tekmovalec na 10 km je bil skupno Rok Puhar, ki je na cilj pritekel po 30 minutah in 53 sekundah, med ženskami pa je skupno prvo mesto prevzela Mojca Grandovec v času 38 minut in 5 sekund. Če bi človek gledal vsakega čaka, se včasih marsičesa ne bi lotil. In je tudi tako prav. Ampak recimo tale trenutek ob koncu te prve izvedbe in prvi odmevi tudi strani tistih, za katere se pripravlja take prireditve, torej za tekače in tekačice, so zelo, zelo dobri. To pa je verjetno en tak doping, bomo dejali, v seveda lepšem pomenu za razmišljanje že v naslednjih konjiških maratonih. Seveda smo zmislili že v naslednjem letu vsakem primeru, nismo delali ta maraton za enkrat in samo prvič, zato smo ga pomenovali prvi, kar pomeni in pika, in gre naprej.
Jaz verjamem, da smo to, kar smo želeli, da bi bil to maraton z dušo, da bi se ljudje tukaj počutili domače, prijetno, z duše, spoznali tega pohorskega človeka in to smo hoteli prenesli, tudi to bi spoznali. Žal nam letos Velenje ni bilo naklonjeno, ampak vse poznate tisto, če na ovce dežuje, pa gre naprej, ne? Ja, no dejalci, prvi maraton s piko pa bomo dopolnili z večjimi pikami, torej nadaljuje se ta zgodba. No, Lovro, pridi bliže, imaš za sabo vrhunsko ekipo, ki te spoštuje, ki najbolj ve, koliko si sam vložil v to, ti najbolj veš, koliko so vložili oni in radi bi se ti zahvalili na poseben način. To je seveda konjiška penina, kaj drugega in prav bi bilo, da Poči danes po... Pozitivna energija, ki je bila prisotna na kraju dogajanja in vmes na tekaški progi, ki so jo dodajali vsi tekači in tekačice od prvega do zadnjega, bo zagotovo dovolj, da bo naslednje leto na drugem konjiškem maratonu še več pogumnih športnikov, ki bodo premagovali kilometre po lepotah konjiškega okoliša.